Jaz sem svoboden človek in si seveda vsak lahko izbere svojo pot življenja, kam bo šel plavat, kam bo šel na dopust, kam se bo šel zdraviti, kam bo šel na operacijo. Če seveda, to je njegova lastna presoja in je seveda tudi, če je njegov lastni strošek. Pa vendarle, je malce zelo nerodno, če si ti predsednik neke države, za katero trdiš, da je, zame je sicer lepa in prekrasna in bila in bo. Ampak če predsednik države trdi, da smo v krasni državi, kjer je vse fajn, kjer vse funkcionira, kjer imamo krasno zdravstvo, je le malce nerodno, da se odpravi na operacijo v tujino. Ker je le predsednik države. Je pač takšna funkcija, tudi mi kot poslanci smo vedno na tnalu. Tudi če grem zasebno, na kamorkoli že, pod pretvezo, da smo javne osebe, seveda smo odgovorni za vse, kar delamo, ne glede na uro in ne glede, kje smo. Tako da jaz mislim, da ni prav. Kljub temu, da jaz menim, da je vso diagnozo, gospod predsednik upravo v Sloveniji, če je predsednik neke države in če govori in če zaupa tej državi, potem bi bilo dobro, da bi zaupal seveda tudi lastnemu zdravstvu. In jaz osebno sem bil na ogledu enake aparature za operacijo prostate v Celju in vem, da so opravili že 90 operacij, mislim, da je bila včeraj opravljena 90 in da so edukativno na visokem nivoju tisti trije kirurgi, ki z enako napravo tudi delajo. Tako da, poglejte, je pa še eno bolj bistveno vprašanje, kako to, da slovenski zdravniki v slovenskem zdravstvu priporočajo nekemu gospodu, še posebej gospodu, ki je predsednik države, da se gre zdraviti v tujino. To je pa zame alarmantno vprašanje.